V prvi vrsti so hitri zmenki odličen način, da se kandidat osebno predstavi enemu ali pa celo več delodajalcem v enem dnevu. Vsakdo, ki išče zaposlitev, ve, kako težko je priti do tega osebnega razgovora. In nenazadnje v osebnem pogovoru lahko povemo veliko več, kot piše na našem življenjepisu. Zaradi globalizacije prihaja do večjega tekmovanja. Zaradi tega morajo države lahko, pa gospodarstva, pa podjetja izboljšajo svojo pozicijo na globalnem trgu. In kompetenčni centri so k temu prispevali. To so manjši projekti, kjer so lahko podjetja namesto, da dobijo neko veliko subvencijo, so dobila subvencijo za razvoj kadrov, za povezovanje. In kot posledica tega je bila, da so lahko izboljšali svoje organizacijske procese, proizvodno, izboljšali so lahko odnose v podjetjih med sabo in šli na nove trge, naprimer. Kako pa to prispeva k zaposlovanju? V bistvu je tako. Nekaterim je pomagal pri pridobivanju tujih investicij. S svojimi usposobljenimi kadri so prepričali investitorja, da je to primerna lokacija za neko daljše ročno sodelovanje. Uspeli so tudi v bistvu prebroditi krizo in so lahko razvijali svoje kadre tudi v teh časih, ko so zmanjševali sredstva. In zdaj pa prihaja do te situacije, da se bo situacija po vsej verjetnosti izboljšala, še vedno bo pač kruto tekmovanje, ampak posledica tega sodelovanja v kompetenčnih centrih omogoča, da se podjetja odzivajo na take dogodke, kot je današnji, 11 podjetij, 31 delovnih mest, 80 kandidatov. In mislim, da je sodelovanje v kompetenčnem centru kemijske industrije k temu precej pripomoglo. In to je tista neka vizija, ki nas vodi tudi naprej, da smo upravičeno investirali sredstva in da Evropskega sklada, socialnega sklada, in da je mogoče tudi zaradi tega nek rezultat v tem, da so dali kompetenčne centre za razvoj kadrov v strategijo pametne specializacije za naslednjo finančno perspektivo kot osrednji ukrep.